Čau. Evo, zunaj dežuje. Vidiš? Dežuje. In sem rekla, ok, bom malček počakala, da neha deževati. In sem bila v vprašanju, ok, kaj ne zdaj počnem. In sem dobila zavedanje, naredim Facebook Live. Tako da, evo. In o čemu bom danes govorila? Prihajajo te prvomajski počitnice, dnevi, te prosti dnevi. Upam, da jih imate kaj fraj, in če ne, kaj bi bilo potrebno, da si skreirate vsaj en podaljšan vikend ali pa nekaj dni skupaj, da se lahko spočijete fizično, umsko, psihično. Kaj bi bilo potrebno, da si res zdaj v teh dnevih vzamete res čas zase in da najprej se res umirite, lahko si vzamete en list papirja zapisati, ne vem, telefonček zatipkati ali pa si zapomnite, če imate pač to kapaciteto. In dajte si malo vprašati, ok, kaj si želim zdaj v teh nekaj dneh, ko sem fraj, bom govorila o ženskem spolu, ko da zase delam, prav? Ko sem fraj, ko sem prosta, kaj si zares želim početi? Kaj bi bilo tisto, kar bi me napolnilo? Evo ta dva vprašanja. Kaj si želim početi? Kaj bi bilo tisto, kar bi me zares napolnilo? In v bistvu se vprašam, in ni nujno zdaj, nekateri prejmemo takoj zavedanje, informacijo, slikico, nekateri ne. Nekateri prejmejo v obliki misli, nekateri v obliki slike, nekateri neko občutek v telesu, nekateri idejo. Okay? Če se ne spomniš, če ne prejmeš takoj zavedanja, misli, občutka, sprašuj se nekaj minut, sprašuj se večkrat, okay? Ker pridejo zavedanja vedno. Okay? In tisto, kar prejmeš, si napiši, torej, kako bi se lahko, kaj si želim početi in kako se lahko zares sprostim. Napiši si to. Okay? In če bo bilo 20 stvari, cool, če bojo bile 2, cool, ni pomembno število, ampak to, da tisto, kar prejmeš, da si res napišeš. Okay? In potem, ko imaš tvoj seznamček, novo vprašanje, ok, kako lahko to resnično izpeljem? Kako lahko to resnično izpeljem? In nova vaja. In pol si piši, kaj dobiš. Okay? Ker lahko dobiš, ne vem, da moraš nekoga prositi za neko pomoč, nekoga vprašati, da nekaj naredi zate, lahko boš se sama pač narediš sam, okay? Ampak postavi si vprašanje, da prejmeš zavedanje, na kakšen način lahko to narediš, na kakšen način lahko prejmeš to. In pol dej to res naredi. Pa bom dala recimo en primer. Moje telo si želi spati. Prav spat. Okay? In jutri gremo z družino, gremo na počitnice, na Krk in v Baško, ko me čakam. In bom spala in bom prosila otroke in moža, naj me zjutraj pustijo spati. Naj si pripravijo zajtrk, naj zrihtajo, naj grejo ven, naj me zaklenijo zaradi mene v stanovanje, tam, ker pač še bomo v tem apartmaju. Moje telo se želi spati. In to je tista moja prva alineja. Se zbuditi brez budilke. Okay? Tako da, kaj če lahko karkoli prejmete, potem si uresničite. Dajte si skreirati, dajte si reorganizirati v par dni, ko boste prosti, ko boste fraj, da prejmete tisto. Potem, okay, kaj si še želim? Moje telo se želi polniti v naravi. Okay, tam, kjer gremo, sicer smo šli že polnokrat, imaš polno teh sprehajalnih poti, imaš pač tam neke hribčke, so drevesa. In bom šla, enkrat bom šla sama, enkrat bom šla, mislim, ne enkrat kot samo enkrat, ampak v smislu, ne, bom šla sama, bom šla z možem, bomo šli vsi 4 skupaj, še z otroki. In ko bom šla, bom si res vzela čas in tam, ko me bo potegnilo, ne vem, tisto drevo, tista trava, kamen, razgled, se bom tam ustavila in bom uživala tam 5 minut, pol ure, kolikor bom začutila v sebi, da je zame res potrebno, da se nafilam. Okay? In potem, ko izpolnim zareč te 2 moje stvari, lahko delamo, kar hočem. Vem, da bom mogla peči palačinke, ker bojo otroci želeli, in to je 1,5 ure tam se ukvarjati z ono ponvo, ne, s temi palačinkami. Ampak ok, mi ne bo problem, če se bom naspala lahko, ne. Tako da, morda, če pač ste fraj in niste edini v familiji fraj, če imate recimo otroke, partnerja, kogarkoli, dajte vsi narediti to vajo. Se vprašati, kaj si želim početi in kako se lahko resnično sprostim. In dajte napisati na listek.
In potem dajte pogledati, združiti listke, mogoče imate pa kaj skupnega. Ne, mogoče si lahko pač podprete, organizirate, tako da boste res vsi zadovoljni. Da ne bo tisto, da ja, spet delam za druge, a spet moram to in se nisem spočila, nisem si vzela čas zase, nisem jaz prejela tisto, kar sem si najbolj želela, ker sem mogla to za unega, to za uno. Ok, vmes je prekinilo. Tako da, dajte to narediti. Mi smo recimo naredili tole za poletni dopust. Smo se najprej smo rezervirali 2 tedna na eni lokaciji, kjer smo bili lani, in potem sta prišla otroka, ne, mi nočemo iti tam, ni variante, ni mi všeč, ne, tam je bilo brez veze, pa uro ni bilo dobro. In potem sem šla najprej, prvo sekundo, to večina ljudi naredimo, v reakcijo. Ma kaj govorite, vse je bilo lepo, pa to je bilo lepo, pa to je bilo lepo, ne? In oni so šli valjda v reakcijo nazaj. Ni res, mama, to ni bilo v redu, ma to tebi bilo lepo, to je bilo tebi lepo, to meni ni bilo lepo. In potem sem začela takoj uporabljati orodje in se rekla, ok, čakaj, da se postavim kakšno vprašanje tukaj. In sem se vprašala, okay, kaj lahko zdaj naredim, kaj lahko izberem, da bomo tukaj ustvarili več lahkotnosti, da gremo na dopust in da vidimo, kaj se da bomo zadovoljni. In sem dobila tako idejo, podobno kot tole zdaj za te počitnice, ne, prvomajske, dajmo listke. In sem dala listke, vsi 4 smo dobili vsak svoj listek in sem prosila vsakega izmed nas, dajmo napisati, kaj je tisto, kar si mi želimo prejeti na dopustu. Torej, kaj je tisto, kar si mi želimo od dopusta in potem po te alinejce ovrednotiti od 1 do ne vem koliko, po pomembnosti, recimo ne vem, nekdo je napisal 5 stvari, da si želi, po pomembnosti, kaj od tega je najbolj pomembno, do najmanj pomembnega. In potem smo spet združili listke in smo videli v bistvu, koliko skupnih stvari imamo in smo se že vnaprej zmenili, da mogoče ne bomo vse iz listkali mogli od vseh upoštevati, ne. In na koncu smo napisali te listke in v 3 minutah, odkar smo napisali listke in sem uporabila orodje, sem se spraševala, ok, kje bomo to prejeli, sem dobila zavedanje, grem na internet, poguglam, pogledam, ta pravi datum, termin, vse, rezerviramo, nek popust smo še prejeli in evo, imamo dopust, kjer v bistvu izpolnjene alineje od vseh 4. Wow, kako je to mogoče? Pa je, ko uporabljaš orodje, ko si v vprašanju, ko nisi v zaključku, da se nekaj ne da, ko si v vprašanju, kako je možno to izpeljati. Tako da vse je možno, dajte biti v vprašanju, dajte se spraševati in dajte si zdaj te prvomajske dneve narediti tako, da vam je čim bolj fajn. In če recimo, ne vem, ste običajno bili vajeni nekam iti, nekaj početi, nek piknik, kresovanje, ne vem, karkoli pač tega klasičnega prvomajskega, in letos prejmete zavedanje, ma ne, meni letos se ne da, meni letos ni všeč, jaz ne bi šla na ta piknik, sploh ni pomembno zakaj. Kaj bi bilo potrebno, da se upoštevate in ne greste. Tudi če ostali prijatelji, sorodniki, sosedi, družba, družina grejo in vi pač ne greste. Če je potrebno, ne vem, da vas hočejo izkoristiti, da vi kao nekaj skuhate, pripravite, kaj bi bilo potrebno, da ste voljni si vzeti tisto urco, da pripravite nekaj, kar pač oni potrebujejo, tisto, zakaj so vas v resnici rabili na tem pikniku, in jim daste boste, pejte na piknik, uživajte in vi si skreirate tisto, kar si res želite namesto tega piknika. Ali pa mogoče naredite to, kar si želite, pa kasneje pridete, ali pa greste in greste ful hitreje stran. Kaj če lahko si naredite, da vam je res fajn. Ne tako, kakor morate, ne tako, kakor drugi želijo, ne to, kar pričakujejo drugi od vas, ampak tako, kakor si vi želite. Tako da, evo, še vedno dežuje. Ki je dobro. Prav sem prosila, če lahko prosim, dežuje ful, da se napolne zemlja in da potem za prvomajske je lepo. In nekaj smo že sčarali, verjamem, da nisem edina, ki si je to želela. Tako da skupaj zmoremo vse. Lepo bote, naredite si lepe prvomajske dneve in se vidimo. Čau, čau.